Spoštovano televizijsko občinstvo, prijazno vas pozdravljam v novi televizijski oddaji Nostalgija. Moj prvi gost oddaje v novi sezoni oddaj Nostalgija je cenjeni slovenski pevec, glasbenik in pesnik Milan Petrovič, Mariborčan, ki že lepo let živi in ustvarja v Piranu. Milan velja za prvega slovenskega rockerja, sicer pa je na glasbeni sceni zastopan že polnih 60 let. In letos praznuje okrogli jubilej 80 let. Ne kaže let, zanj so leta samo številke, ima energijo mladeniča. Še vedno je polnodejaven in še vedno nastopa. V svoji dolgoletni glasbeni karieri je izdal 7 samostojnih kaset in 3 CD plošče. Tu so še kompilacijske plošče in DVD-ji za potrebe radia in televizije. Glasbeni prijatelji pa lahko še letos pričakujejo novo CD ploščo, ki bo izšla ob njegovi 60. obletnici pevskega ustvarjanja. Milan pa ni dejaven samo kot pevec in glasbenik, marveč piše tudi pesmi, izdal je 2 pesniški zbirki. Prvi zbirki je naslov Avenija sanj in drugi Shramba ljubezni. Njegova velika ljubezen so tudi živali, za katere nesebično skrbi. To so brezdomne mačke, ki so po njegovi zaslugi v bližini hotela Bernardin v Portorožu že pred leti dobile pravi mačji hotel. Milan pa ne skrbi le za mačke, ampak priskoči na pomoč tudi kužkom, nemočnim pticam, ježkom in vsem drugim živalom, ki ga potrebujejo, ima izjemen čut za živali, hrani jih vsak dan. Poskrbi tudi za bolne živali. Milan zares opravlja plemenito delo in je v piranski občini in tudi drugod zaradi skrbi za živali izjemno cenjen in spoštovan. Uvod v današnjo oddajo Nostalgija prosim režijo televizije Arena, da v eter spusti fascinantno melodijo Vino in luči. Pesem je velika glasbena uspešnica našega gosta, pevca in glasbenika, liričnega tenorista Milana Petroviča. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Nocoj se bom menda napil, imel sem se, a sem zgubil. Naj vino greje mi srce in naj mi pamet odpove. Natoči še enkrat, zgubil sem kar imel sem rad. Naj mi glasba igra, naj me žalost spozna. Nocoj se bom menda napil, potem bom ves ta svet razbil. Imela sva preveč želja, nocoj zgubila sva oba. Pa sva imela še stvari, lahko bi rekla, se ne mudi. Pa te je zvabil prvi mrak in zapeljal je tvoj korak. Nocoj so zvezde šle drugam in jaz ostal sem čisto sam. Odšla si proč, nikogar ni, je le še vino in luči. To vino in luči, nocoj se bom menda napil, potem bom ves ta svet razbil. Imela sva preveč želja, nocoj zgubila sva oba. Pa sva imela še stvari, lahko bi rekla, se ne mudi. Pa te je zvabil prvi mrak
in zapeljal je tvoj korak. Razbil bom te luči in bo tema in spet boš tukaj ti. Močnejša skupaj bi bila, nič več strahu ne utrip srca. Nocoj se bom menda napil, potem bom vrstan svet razbil. Imela sva preveč želja, nocoj zgubila sva oba. Nocoj se bom menda napil, potem bom vrstan svet razbil. Imela sva preveč želja. Milan, lep pozdrav. Prosim, če nam za uvod poveš nekaj misli o pesmi Vino in luči. Je pesem festivalska? Najprej bi rad pozdravil vse gledalke in gledalce televizije Arena in se vam zahvalil za povabilo v to lepo oddajo Nostalgija. Isto Gartnerju in tudi tebi, Zdravko, da ste se name spomnili, ne, v moji obletnici. Ampak tako je, zdaj začnemo s tem Vino in luči. Ta Vino in luči je bila pesem, ki sem jaz posnel tam leta 90 in Radio Slovenija je to pesem neprednehoma začel vrteti. Nekomu je bila všeč tam in ogromno ljudi je potem vprašalo, kdo to poje. Niso vedeli, da pojem to jaz. Jaz sem celo na mojih nastopih prišel, daj zapoj tisto pesem, ko poje tisti pa tisti. Ne, to pojem jaz, naprimer. In s to pesmo sem jaz bil 3 leta zaporedoma zbran med 4 najboljše pevce Slovenije. 5 je bilo, ne, vse te ankete, časopisne novice, slovenske novice, kaj Antena in to, bil sem tu nominiran za Zlatega petelina, Zlato noto, ravno s to pesmijo vse skupaj, ne. In ta pesem je, jaz sem romantik, če ravno sem rocker, ne, ampak sem romantik, mi je tako romantično ta delovala, da mi je nekako prirasla v srce, ne, in še zmeraj rad pojem in ljudje tudi radi poslušajo, včasih pa tudi nekatere zajočejo pri tej pesmi, ko jo slišijo. Ne od tega, da bi jaz slabo pel, ampak spomnijo se nekaj čustev svojih, ki so jih takrat doživeli, naprimer nocoj izgubila sva oba in tako in tako. Pesem je zares romantična, na romantično noto. Najprej povem tudi, da je to besedilo napisal Drago Mislej Mef. Mef je avtor besedila, lepo. Milan, jaz sem pomagal pri koncu, sem pa jaz malo spremenil konec. Si spremenil, ja. Milan, hvala za uvod, ampak zdaj bi se pa midva sprehodila skozi tvojo bogato življenjsko pot. Ta je bila pestra in nadvse zanimiva. Za lažje razumevanje pojdiva daleč nazaj v tvoje zgodnje otroštvo. Rojen si bil v Mariboru leta 1942, se pravi v času vojne vihre, pa bi takole te povprašal. Kako se kot otrok spominjaš tega časa, se pravi po drugi svetovni vojni? Se mi zdi, da kot otrok bi se že moral spomniti, tam 50 leta so ti zagotovo ostala v spominu. Ste takrat otroci težko živeli? Ste živeli v pomanjkanju? Kako se spominjaš tega časa? Ne, jaz nekega pomanjkanja takrat nisem čutil. Nisem bil lačen, nisem bil raztrgan. Nekako je bilo pomanjkanje, res da je bilo pomanjkanje. Samo ko si tak otrok, ne občutiš tega, tako vem, da je v celem svetu takrat vladala lakota, vse v Jugoslavijo so prihajali paketi, UNRWA paketi so bili z Amerike, so imenovali, v šoli so nam dajali vsak dan žlico ribjega olja smo mogli v osnovni šoli popiti. To bi še zdaj Ni bilo prijetno. Ja, ampak smo šli po te. Tako da, rekel, ta mladostna leta so mi kar nekako hitro minila. Hitro, ja. Ampak me pa zanima, če si takole v rani mladosti, recimo starši, se je doma veliko prepevalo. Ja, moja mama je bila kar muzikalična, kar dosti pela, samo nisem jaz tako po mami prevzel. Jaz sem bil takrat kar šibek otrok, naprimer šibkega zdravja, mene so poslali
sem hodil v Gosmartulk, pa Šentvid pri Stični, ne, v ta okrevališča, ne, in tam smo imeli radio in smo to radio poslušali in tam smo imeli tudi malo pevski zborček in smo takrat začeli peti. Ja. Milan, dovoli vprašanje, kdo pa je v tebi prvi prepoznal recimo glasbeni talent? Je bila to mama, oče? To moja mama. Za takšno stvar bi te lahko povem, moja mama je vedno me poslušala. Milan, moj Milan poje, lepo poje, kaj sem spel neke pesmi take, Kekčevo pesem tudi zda pet, ne pa. V tistem času, ampak, ja. Ena zgodba se je zgodila, ki sem imel takrat 6-7 let, smo bili v eni gostilni v Mariboru, na Betnavski cesti, Turič se imenovala in moja mama rekla družbi, ki so bili tam, joj, Milan tako lepo poje in kaj pa boš zapel, na mizo so mi dali in jaz sem pa zapel Avanti Popolo. Pa poznam Avanti Popolo, bandera rosa, ne, ares cosa, ne. In kakšen je bil odziv? In odziv pa je na koncu, ki bi mogel zapeti, kako gre pesem, Eviva komunizma in libertà, sem jaz zapel Eviva Mussolini in libertà. To pa je nekrat tako huronsko, vpitje nastalo, neki policaji so bili tam, kdo je to meni naučil, kako sem jaz se to, 7-letni fantek, jaz to pojem, tako pesem, kdo me je naučil, moja mama je mogla iti na občinski odbor, ker je moj oče bil policaj takrat tudi. Ampak izkazalo pa se je takole, v Mariboru je bila popularna napijača, si dal deci vina, malinovec in sifon. Takrat ni bilo radenske, ne? Sifon steklenice. In te pijače se je reklo Mussolini špricer. Aha, to je bilo v tej povezavi. To sem jaz potem, ko so nazdravljali, vemo, dajmo Mussolinija, popijemo in se jaz to zapel. Skratka, ste to... Moj pevski nastop javni na ene mizi. Ja, ampak ste to lepo rešili. Poglej, Milan, in potem logično nadaljevanje je bilo šolanje v glasbeni šoli, kaj ne? Pa bi te prosil, da nam malo to pojasniš. Opiši nam, kako je potekala ta glasbena pot, katerih instrumentov si se učil, vem, da si hodil tudi k solopetju. Kako se spominjaš tega časa in profesorjev? Ja, tako, jaz sem takrat obiskoval srednjo šolo, da se IKŠ se imenovalo, ne, tudi, in sem že pel takrat. Ampak sporedno z tem mojim poklicem, kaj sem potem tudi varilska šola delal, sem se upisal še na glasbeno šolo in sem delal solopetje. Sporedni predmet je bil klavir in kitara, plus solfežo in vse te, ne. Učila pa me solopetja Mira Končič-Mracek, znana pevka, samospevo tudi pa to in jaz sem tam prve korake teh znanih, kako se poje s prepono, tako glas sem imel lirični, tenorne in tam se začel, kaj se pa tiče profesora kitare pa klavira, se pa to ne spomnim. Smo imeli enega soseda v Mariboru, ko smo živeli, pa klavir nisem imel doma, sem pa hodil vaditi k njim, tako da se klavir naučil potem tudi tam. Tole glasbeno šolo sem končal v 2 letih, nižja glasbena šola je bila to, potem pa sem še začel druga smer, ne. Kaj pa nam lahko poveš po tem končanem šolanju o svojem prvem javnem nastopu? Kje si nastopil, kako te je sprejelo občinstvo? Moj prvi javni nastop, če bi zdaj res gledal tak, jaz sem bil telovadec pri Partizan Železničar, smo telovadili in mi smo vsako leto, 2-krat na leto hodili na tečaje v Ljubljano. Tam so nas bolj učili, smo bili, stanovali smo na Taboru, stolpnica Tabora, kako se tam stanovala, ne. In vedno prišel Mira Cerar nas tam učiti, to mi smo ga gledali ko Boga in eni so pa zvedeli, da jaz pojem. In smo napravili tisti večer, danes poje za vas Milan Petrovič, brez vsega, a cappella. En prijatelj pa me je spremljal na bobnih, na mizi z kuhalnicami, ne, in jaz sem pel tam 1 uro vse te pesme, kaj si jih znal, od Il Mare do Sole Mio, vse te in vsi tečajniki
Ma to jih nas je bilo 100, so me poslušali, polna jedilnica je bila. In so bili navdušeni. To je bil moj prvi takšni javni nastop, da ne omenjam, potem pokaže, kaj znaš, na katera sem hodil ogromno, tam sem najni pokaže, kaj znaš, sem celo zmagal. Takrat se pel italijanske pesmi že. No, in to je bila potem lepa spodbuda. Ja, to so bili lepi, ja. Publika te je lepo sprejela. To se pravi, da si v bistvu že zelo zgodaj vedel, da bo glasba tvoje življenje, kaj ne? Ja, ja. Si imel ta vtis že? Ne, jaz sem že takrat vedel, ker sem rekel, en prijatelj me sprašal, kaj pa boš, ko boš končal šolo? Sem rekel, ja, pel bom, pa boš živel. Ja, ja. Sem rekel, ja, saj tudi Ivo Robič živi. Ja, tako. Rekel, kaj boš Ivo? Ampak poglej, Milan, potem so pa že prišla ta zlata 60. leta 20. stoletja. To je bil res izjemen čas. Leta 1962 vemo, da je bil na Bledu prvi festival slovenske popevke in istega leta si na glasbeno pot stopil tudi ti, skupino Korali, kaj ne? Ja. Prosim, opiši nam to pot za začetek, tako se je začelo, s Korali, kaj ne? Jaz sem prišel k Koralom že, lahko rečem, rutiniran pevec, ne? Nisem jaz bil začetnik pri Koralih. To se pravi šolan. Ja, tako. Že zmagovalec oddaje pokaže, kaj znaš. Dosti sem poslušal takrat Elvis Presleyja, Tommy Steela, Bill Furya, ne. In kaj bi še rekel, še en pevec je bil takšen, ki je Cliff Richard, ne. Bil potem moj glavni pevec, ne. In so vse pesmi se znal Cliff Richarda, potem so pa v Unionski dvorani, so bili plesi, na plošče že takrat, ne, so bili plesi in je prišel en tip, pa rekel, en znanec, malo sem poslušal Korale, en ansambl Korali se ustanovil v MTT-ju, so igrali za tiste tam, ko delajo za Veseli december, ampak igrajo same Shadowse, samo nima popevca. Se pa jaz pojem Cliff Richarda, če on igra Shadowse. Ampak ste imeli tudi kakšne take samostojne skladbe, ali ste samo posnemali tuje pevce oziroma glasbenike? Ne, mi smo imeli, že takrat smo imeli tudi potem kasneje svoje skladbe. Mi smo tudi posneli za Radio Maribor takrat. V začetku 60-ih. Leta 63. To je bil velik uspeh, kaj ne? 7 pesmi, eno svoje smo posneli in 3 od Cliff Richarda, pa 3 od Shadowsov instrumentali, ne? Ki so bili Apache, Wonderful Land, pa Atlantis. Ampak, to so bile, ampak, kaj je bilo rečeno, v tistem času je bilo pomanjkanje trkov na vseh radijskih postajah. In ko to smo mi posneli, to se je lepo zavrtelo, 2-krat, 3-krat. In potem so brisali trak. To so pa zbrisali. To je škoda, ja. Richard Kislik, ko je potem postal tudi urednik na Radio Valu 202, pa še prej pri študentov, je imel tudi posneto na magnetofon. On je imel že takrat magnetofon. Je rekel, Milan, sem vas posnel, ampak tudi on je zbrisal potem, jaz bil prav jezen na njega, da je prav zbrisal vse to, ker mi smo v enem dnevu posneli 7 pesmi, v enem dnevu. To se pravi, da nimate v bistvu avtentičnih posnetkov Koralov iz začetka 60-ih let, takrat smo posneli lastno skladbo Every Girl Has 100 Boys, ne, kaj pomeni, vsako dekle ima 100 fantov, ne. But my girl has only me, ne, samo mene. Bi pa malo si že povedal, jaz sem itak že prej povedal, da velja za prvega rockerja v Sloveniji. Povedal si, da si se pravzaprav že, da si se malo zgledoval po tujih pevcih, ampak kateri od tujih pevcev pa ti je bil najdražji? Čigave skladbe si najraje prepeval? Elvis Presley ali je to kdo drug bil? To je bilo mešano. Jaz sem enega prijatelja v Ameriki, ki mi je pošiljal ploščo od Elvis Presleyja, ne, takrat. Imel sem prijateljico v Angliji, ki mi je pošiljala ploščo od Cliff Richarda in ko sem slišal Cliff Richarda Move It, to je prva pesem, je bila to rock pesem, veljala v Angliji leta 57, sem jaz bil takoj navdušen
nad To se tem. pravi, to si preposlušal Še niso bili plošče. takrat Rolling Stonesi, ne? Okay. Ampak ti si preposlušal plošče, a si potem delal lastne aranžmaje, kako je to potem to delo potekalo? Mi smo plošče dali na gramofon in zraven igrali, zraven plošče nismo igrali. To, kaj smo na Radio Luksemburg poslušali isto. Ja, Radio Luksemburg je itak bil zelo priljubljen. Jaz se naučil pesem Please Don't Tease od Cliff Richarda na Radio Luksemburg ali pa Lucille od Little Richarda, naprimer, ne? Tega rockerja. Takrat je bilo, ni bilo tako zdaj, ko imaš na YouTube, greš vse. Tako rekoč vse na dlani. Ampak ne glede na to, da si poslušal tuje pevce, ne, in so ti bili mogoče vzor, ampak a si potem našel svoj lastni glasbeni pevski izraz takole skozi čas in skozi leta? To pa si najbrž, ne? Ja. Vse to vsak pevec najbrž. Moj glas je tudi zdaj, ko na radio se vrti kakšna moja pesem, ljudje vejo, da to jaz pojem. Jaz imam specifični glas, ki se ve, da pevec mora imeti nekaj tega. Zelo lep glas, lirični tenor, prosim. No, in pevec mora imeti lep glas takšen, da vsak, ki te sliši naredi, to pa ta, pa ta. Jaz zdaj poslušam radio, pa pojma nimam, kdo vse poje, ker mi vse enako želijo. Ne? In jaz sem potem imel Cliff Richarda, potem najprej pa Tommy Steele. Jaz sem pel vse pesmi od Tommy Steela v tem filmu, kaj je bil Tommy Steele pri nas, vseh 8 pesmi, kaj je imel v filmu. Ampak nisem nekaj prav, da bi bil navdušen. Jaz sem menjaval stile. Eni stili prišel glasbe skozi čas in sem menjaval. Jaz bi prosil, Milan, v nadaljevanju najnega pogovora, da še malo pogledava in odstreva. Se pravi, želim, da nadaljuješ, kakšen je bil Maribor v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Kako je v tem času potekalo družabno življenje? Kako ste se takrat zabavali mladi? Takrat recimo ni bilo še diskotek, pravzaprav so bili plesi, živim petjem. Kako ste se mladi zabavali v 60-ih letih? To pa lahko zdaj rečem takole, da kar se tiče Maribora, verjetno tudi druged v Ljubljani pa to. Mene recimo Maribor. Maribor. Povsod je bila glasba. V vsaki kavarni. Jaz se spomnim. Živa glasba. Živa glasba. To je bilo vse polno bendov. In mi mlajši, ko pa nismo hteli te kavarniške glasbe igrati, ne vem, kaj se takrat tiste kavarne sploh igralo točno. Dean Martin pa take stvari. Mi pa smo bili čisto, ni neki uporniki, ampak alternativci vsem tem. In so se pa igrali plesi na drugi gimnaziji, na osnovni šoli, v medicinski šoli, tam smo mi korali začeli za medicinke igrati, na kmetijski šoli, v Nigrad je bil, lep oder je bil, Hala C je potem prišla na vrsto. Non-stop tehnična šola je imela tudi, vsake nedeljo imela plese in tam smo ti mladi prišli. Skratka, bilo je polno družabno življenje, ste se znali zabavati. Povsod je bilo tega. In vsi so novi, ker je prihajal novi val, tisti stari val postajajo pozabljen, Dixieland, ne, pa se to, ker v Mariboru tudi bilo dosti Dixieland bendov, ne, Werner Usser imel svoj Dixieland bend, ki je na drugi gimnaziji, potem še, ne vem kje, še v HDC in plesali so Madison, pa take finte so imeli, ne. No, lepo, zanimivo. Mislim, sem želel, da to malo poveva televizijskemu občinstvu, pa tudi iskreno priznam, da tudi jaz nisem vedel, kakšen je Maribor bil v 60-ih letih 20. stoletja. Če nadaljujeva, Milan, prosim, da nam poveš, bil si član več glasbenih skupin. Zanima me, s katerimi glasbenimi skupinami vse si sodeloval, kakšno glasbo ste takrat igrali, malo si že povedal, kje vse ste nastopali, pa vendarle, da nam tole malo še povedati.
s katerimi skupinami si sodeloval? Ja, jaz imam tu malo zabeleženo, nekaj se zabeleženo, naprimer. Recimo 60. leta. Naprimer, koliko bendov je bilo takrat, zakaj se Maribor takrat rekel jugoslovanski, Liverpool, pa to, zagrebiška scena je bila bolj močna, tudi koprska se je razvijala, takrat še ni bilo Kameleona v Kopru, mi smo šele potem izvedeli. Lahko rečem, da Korali, Rdeči dečki, Biseri, New Comes, Alarm, Kon-Tiki, Krips, After Eight, Continental, Out, Homemakers, Aquarius, Čudežna polja so potem prišli, Talismani, Surprise in še kar še benti. Ogromno ansamblov. Tudi ogromno, ja. Ja, to se pravi, se je dogajalo izjemno veliko. Samo mi Korali smo prvi bili tisti, ki smo Vi ste pa začeli. In odpirali vrata vsem ostalim, ki so prihajali za nami. Novim glasbenim kolegom, novim skupinam. Mi smo bili prvi, naprimer, ki smo Bertija Rodoša, ki ga še vedno spoštujem, zelo dober glasbenik, moj prijatelj tudi, ansambl Bertija Rodoša, igral v HLC z Janko Pipanom, pevcem, to je bil pa tudi Pet Bun, bi rekli, slovenski. Mi smo praktično, nihče več ni hodil tja na plese, čim so zvedeli, da Korali igramo tam, pa tam vsi ljudje so zašli prihajati. To se pravi, da ste bili zelo priljubljeni. Smo se mi potem preselili v HLC, ki potem vsi ostali bendi potem za nami. Mi smo imeli potem, kot Korali smo spremljali tudi prvi ženski bend Chance, Alenka Pinterič, Breta Pinterič, Alenka Ciljenšek, pa Ditka Habl so pele tam v tem bendu, Beatlese. Recimo leta 90. Mi smo imeli tudi enega pevca, Teddy Lah se imenal, ki je imel dolgolasec, je bil prvi dolgolasec v Mariboru, ki so ga lovili, ampak on pa pel, pač občasno pevec, je bil 2 pesmi zapel z nami pa. Želel sem, da omeniva še Lidijo Kodrič. Gospa je pa tudi začela z vami, ona je pravzaprav prepevala tudi na prvi slovenski popevki leta 1962 na Bledu. Ste tudi z njo kaj sodelovali, Korali, ali ne? Z Lidijo pa nismo, ne. Niste? No, to mimo grede vprašam. Ne, mi smo potem čisto svoj stil glasbe, ki je pač odgovarjal tistim takrat, ne. Čas je za naš prvi glasbeni predah. Spoštovano televizijsko občinstvo, čas je res za naš prvi glasbeni predah. Poslušajmo popevko Ženske so v večini v odlični izvedbi našega gosta Milana Petroviča. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Ženske so v večini, moški smo v manjšini, vse do sivih glas. Ženske so v večini, moški smo v manjšini, ženskam levo kras. Ženske so v večini, moški smo v manjšini, vse do sivih glas. Opa! Jepa! Ženske so v večini, moški smo v manjšini, ženskam levo kras. Ženske so v večini, moški smo v manjšini, vse do sivih glas. Daj gremo spat in daj bo vstal, kako si dolg čas boš prignal, da smeš obleči se lepo, kdo to odloča, saj res to, očka včasih svoje glav, bi rad pač nekaj bolje znal, ko hitro ga zagovori, povej mi, kdo mogoče ti. Ženske so v večini, moški smo v manjšini, ženskam levo kras. Milan, pot je vodila tudi na tuje, kjer si kot pevec in glasbenik nastopal samostojno in tudi s skupinami. Kaj lahko poveš o teh časih? 60. leta so bila res pestra leta, bil si veliko na tujem, menda si celo igral skupino, kjer so igrali slavni Beatli. Daj nam tole malo povedati, kot zanimivost. Mi smo, Korali smo imeli zmeraj nekako željo, da gremo ven. Slovenija je postala za nas premajhna. Tudi Jugoslavija, mi smo nastopali na Hrvaškem, pa v Srbiji smo se vozili. Za nas je to premajhno tržišče vse skupaj postavljeno. Smo se vedno želeli, da gremo ven. Samo kako?
rad bi šel ven, pa ne moreš, takrat je bilo vojni obveznici, železa zavesa se rekla, ne, takrat, ampak mi smo imeli enega menažerja, Toni Sobol se imenoval, to je postal evropski menažer kasneje, dobro kasneje imel afero z Michael Jacksonom, ampak prej, on je prvi Tino Turner pripeljal v Jugoslavijo, Elton Johna, vseh tistih letih, pazi. Največje zvezde takrat. Ja. In tudi on je kasneje. vedno rekel, Milan, Klifi so me klicali, daj, ti si glavni tu, brez tebe se ne bomo mogli ven. Ker res je bilo to, jaz lahko rečem, jaz sem bil frontman benda, mi smo igrali že Rolling Stones, že druge verzije, druge pesmi, ampak jaz sem hodil v šolo, ne? Srednjo tehnično šolo v Ljubljani sem bil vpisan, ne? In kaj sem napravil, ko smo dobili, nas so prišli poslušati iz Avstrije, Star klub, to je povezava vseh Star klubov v Avstriji, Nemčiji, ki tudi v Hamburgu, tam so Beatlesi začeli, ne? So Tonija Ščere dana najprej spremljali tam, ko je šel pet v Hamburg, ko so prišli sami, ne? Ampak, ko so nas prišli poslušati iz Star kluba v Avstriji, so bili navdušeni nad nas v Gracu, ne? Pogodba bomo napravili. In kaj sem napravil? Sem se izpisal iz zadnjega letnika tehnične šole. Na mojo željo, še zdaj imam potrdilo, ne, na željo Milana Petroviča izpisujemo ga iz 4. letnika, s tem, da lahko opravlja kasneje tudi privatne izpite. In jaz bil s tem rešen. Ostali korali so pustili službe, ko smo dobili vize in smo šli najprej igrati v Graz z zelo mešanimi občutki. Takrat so nemške časopise, avstrijski pisali. Prvi jugo band iz železne zavese je prišel v Avstrijo, na primer, ne. Ker smo bili res med prvi, no, da smo odprli ta vrata potem, ne. Ampak je bilo to, jaz niti vedel, da nas bodo tako lepo sprejeli, ne, smo bili zvezde. In to se vam je v bistvu obrestovalo in ste naredili zunaj kar lepo kariero, da tako rečem. Vas je nemško občinstvo avstrijsko lepo sprejelo, kaj ne? Mi smo nastopali tudi v Deutsche Theater, to je svetišče nemške je bila takrat kulture. Kdo bo takrat, Jugoslavani bo ne prišli tam, ampak tam so bili takšne beat party ob nedeljah in so nas, ko smo prišli v München igrati, v centru Münchna smo imeli pogodbo, Gashtag, Alm se imenoval. Smo igrali tam z enimi, ravno pustni torek je bil in v Nemčiji se bolj praznuje pustni torek kot pa pustna sobota, ne. In rekel šef takrat tistega lokala, bojo prišli amaterji vam pomagati, iz Münchna so amaterji, da ne boste vi igrali sami 12 ur, ker začelo ob 10, v torek ob 10, v sredo zjutraj ob 1 se pa končalo igranje, ne. In so res tile... To je bil pravi glasbeni maraton v bistvu. 4 ljudje so prišli, se zdaj spomnim, imeli so takšne zajčje kože, bendi, dolge lase, ono. Mi pa smo imeli sobo na gor, pa začnejo igrati Apache, pa ono, pa smo mislili, vsak glasbenik malo gleda na konkurenco, ne. Smo rekli, to ni nič, to ne igrajo tako, ni tako, da bi nam ampak mi smo prišli dol, pa smo igrali Rolling Stones, Out of Time, pa razne te komade. Čez kakšne 2 uri so pa oni začeli tako šibati, muziko tako, da nismo ni vedeli, kaj je to za muzika. In nas je bilo sram, govori, lahko povem. Prijemo z Avstrije, priješ z nekim repertoarjem, No Milk Today, pa take, pa Rolling Stonesi, Satisfaction, pa to. Oni pa so igrali čisto drugo, soul glasbo. In potem smo mi, zanimivo pa je, da smo bili mi njim všeč z našim petjem, pa to, naprimer, Under the Boardwalk, ko smo peli pa takšne pesmi. In oni nas so potem uredili, da smo mi prišli tudi ta Deutsche Theater potem. Ja, zanimalo bi me, Milan, tudi recimo, ko ste gostovali takole v tujini,
če ste se srečali tudi s kakšnimi res zelo znanimi skupinami, ste srečali koga, ste tako usporedno s kom sodelovali, tudi recimo s kakšnim znanim pevcem, imaš tudi na to kakšne spomine? Bi mogoče še to nam povedal. Ja, smo se kar družili, naprimer Hungry Eyes. Aha. To so bili najboljši soul band Nemčije takrat, pol en angleški band Trademark. Ta je tudi bil poznan. Tudi poznan band. Tako. Renegades. Aha. Renegades so zdali takrat ploščo od Cadillac, naprimer, ne. Shamrock, Pretty Things. Ne vem, koliko poznaš za to glasbo. Ne, poznam. Poznaš, edino nismo se srečali z Jimi Hendrixom, naprimer, o tem. In bi si želeli kaj? Ja. Škoda, ker je tako mlad umrl. Jaz sem bil z James Brownom, da se spoznal z James Brownom osebno, dal mi je roko. Zaželel si je pesem, da sem mu zapel. Jaz sem takrat pel pri ansamblu Sea Sons, moj menažer je bil Stojan Majster, vnuk generala Majstra, je bil moj menažer, ko sem šel proč od generacije, to bilo, ne. Je me zrihto spet, da sem šel v Nemčijo, Sea Sons, tam pa je igral kitarist Zlatko Sovič, ki je ustanovil Bele strele in smo tam skupaj igrali. In smo igrali v enem lokalu v Münchenu, Kristal Grote se imenuje, to je bil lokal kot Postojnska jama, samo da je bilo iz kartona, to vse zlato, vse zlato. Krasen lokal. In šef reče, danes pride James Brown, drugi dan ima koncert, pride k vam, mi smo se, kaj bo, pa ne bomo zdaj, jaz sem pel takrat I Feel Good, samo sem bil zapel I Feel Good, ne vem, kaj bom zapel te pesmi. In takrat smo se spoznali za James Brownom. Skratka, spominov na tujino, na Avstrijo, Nemčijo je ogromno. Naredil si tam skupino eno lepo kilometrino, ampak potem si se pa nenadoma vrnil nazaj in od leta 1972 pa do leta 1976 si pa živel in ustvarjal v Ljubljani. Kolikor vem, Milan, je bilo to izjemno plodno obdobje. V Ljubljani si veliko prepeval. Pa me zanima, kje vse si nastopal. Blizu si imel tudi Radio Ljubljana, takrat pa televizijo Ljubljana. Televizija pa radio sta te najbrž kar veliko vabila. Najbrž si pa nastopal tako priložnostno. Kako je? Pa festivali so tudi bili v Ljubljani? Jaz sem na teh festivalih, to so bili mladinski festivali, pa festivali Vesele sen, pa se to, jaz sem se to... No, se o tem bova govorila še kasneje. Ampak izključno me ta Ljubljana zanima ta 4 leta. Ja, samo še prej sem jaz pel v bendih, ko so New Comes, After Eight, Aquarius, The Out, mariborskih bendih, ampak to jaz sem šel potem malo spet na svoje drugam, pa značaji so se menjali, ne, in sem v Ljubljano sem pa prišel, igrali smo z Mariborčani, z mariborskim bendom Talismani, smo dobili angažma prvi v Nebotičniku, bar Nebotičnik, to smo išli, Raufang se, ne, takrat je bil Raufang, ne, spodaj so igrali bend, kavarniški bend, lahko povem tudi, kdo je bil tam zraven. Tomo Jurak je igral v tistem bendu, Marino Marinac, to so vse dani takrat. Ampak mi smo pa igrali baro, spremljali smo barski program in to je bilo prvi ta, ki sem prišel v Ljubljano, ne. Sam potem pa smo se selili malo na Bled in po Bledu pa sem jaz rekel, fante, meni se ne da več, pa sem ustanovil duo. Duo Marjan Sovič iz Vojnika je bil dober organist in smo napravili duo, še prej pa bil Rodošek v Amvan Bendi, tako tistem časa postal, ne. In smo prvi angažma dobila v pivnici Alpe Adria, na Masarikovi cesti. Ja, ta je bila zelo priljubljena, znana pivnica. Ogromno ljudi, ne. In duo, prvi, to je bilo čudno, ne vem, kaj smo zdaj, mi dva igramo, neke elektronske bobne, to je zvenelo, kot da tolčeš po piskru, takrat ni bilo, ampak smo igrali res dober repertoar. In je bilo veliko publike? Je bila polna pivnica, ko sta nastopala vidva? In to je bilo vsak dan igranje, ne? Vsak dan, aha. Po pivnici pa smo šla v Emonsko klet, še nastopa tudi, ne? Ta je bila zelo priljubljena, to tudi jaz vem, sem bil večkrat. Tam je tudi Miha Kralj potem za nami igral, ne? Maxi Marketu, ne? Ampak tam je bilo zanimivo, da niso smeli ljudje plesati, ne, še vam zdaj pogodbo, ne.
če boste igrali, ljudje plešejo, ustavite glasbo, vljudno jih povabite, naj grejo sedeti in potem. Ampak poglej, Milan, v ljubljanskem obdobju pa nisi le prepeval, ampak si imel v rokavu še en adut. Bil si izjemno talentiran krojač, to malo kdo ve, samouk. In mnogim znanim osebnostim si v tistem času sešil hlače. Menda celo slavni radijsko-televizijski napovedovalki Nataši Dolenc. Daj nam malo tole povedati. Nataša Dolenc, imam jaz malo tej spomin. Najprej vem, da je bila moda šivanja hlač v Mariboru se začela. To je bil en krojač, samouk tudi Furgola, Igorič Furgola smo oklicali. On je začel te hlače prvi šivati, to so bili mali Kings hlače z zašitim robom, tu pa dva pršusa ob strani. In potem pa smo se vsi začeli učiti šivati. In ko sem jaz prišel pet v Nebotičnik, jaz sem imel takšne na roko napisane posetnice, hlače v 45 minutah, pa sem tam delil stanoval, pa sem v Tovarniški ulici v Vodmatu, posebej, ker posebej si najel sobo. In sem tam šival hlače za vse mogoče ljudi, vse polno je bilo. In ravno na to Nataša Dolenc, moram še zdaj, če poslušam, moram se opravičiti za te hlače, ker te hlače sem jih zafušal, naprimer. Ker ona mi je prinesla lep žamet in jaz takrat nisem vedel, da ko šivaš žamet, moraš obrniti stran. Tako da, ko sem zašil hlače, je bila ena stran svetla, ena stran pa temna. Tako da so rekli v službi, kako imaš ene hlače, imaš zadaj, imaš temno, spredaj imaš svetlo. In to je bil prvi taki kiks, ki sem ga vodil, pa mi ni bilo treba. Poglej, človek se na napakah uči. Potem je to še Branko Šemen, pa vsi ti znani. Branko Šemen, znan pesnik. Pesnik, literat. Vsi so hodili, potem so mi rihtali, da bi jaz šel Kapetanoviča šivati, ko bi jaz tudi znan, pa to samo sem. Potem muzika je bila prej, Ferje Smola, menažer naš, je prišel k meni in rekel, Milan, drugi dan igrate v Rogaški Slatini, bend te čaka, sem rekel, jaz ne morem iti v Rogaški, imam preveč hlač za zašit. Mene briga. Skratka, on je vzel šivalni stroj, je dal v avto in ga peljal v Rogaško Slatino. Skratka, glasbo in krojaštvo si povezal. Ampak poglej, Milan, leta 1976 si sprejel radikalno odločitev in se preselil v Piran, kjer neprekinjeno delaš in ustvarjaš še danes. Milan, zanima me, kaj je bil glavni razlog, da si se preselil v Piran? Tole pa prosim, nam malo pojasnim. Glavni razlog je bil to, da smo ta duo Virgo smo se imenovali. Jaz sem devica po horoskopu, Virgo je pa devica. Je prišel k nam poslušati po koncertu Bijelo dugme v pivnico znani menažer Čedo Klemenc iz Kopra, mladinski biro se takrat imenovalo, ki so delali vse z vsemi glasbeniki in koncerte. Marjan Starc je bil pa direktor vsega tega. In on je rekel, Milan, če hočeš te zrihtam na morju, igranje, hotel Sidro v Piranu, 2 meseca, lepo boš uživo igrati, lepo muziko in mi dva smo takrat iz pivnice šla v Piran. In kaj se je zgodilo? Zgodilo se je to, da ko smo prišla v Piran, je bilo pol hotela Sidro porušenega, zadaj tam, ko bi mogli igrati, je bilo nam je tam gramo, s kje bomo igrali. Kličem mladinski biro, kaj zdaj? Nič, ne vemo, mučkali so tam nekaj po svoje in so nas dali v Rižano. Tam bobri, lepo je bilo, super, ampak komarji so mi vsak dan opikali, ljudi ni bilo, sem mislil, pa kam smo zdaj zašli. In na srečo so v Piranu se imenovali Neptunov hram, zdaj Pavel 2, restauracija. Tako, so nas dali tam, eni Bolgariji so igrali in njim pa se ni dalo, da bi zunaj igrali po 3 papigah, ker so mogli dvojno nositi inštrumente. So rekli, oni bo zdaj samo papijo vidva, pa prijeta v Neptunov hram. In smo prišli graditi Neptunov hram, v jeseni pa nam je rekel direktor, Milan, rabimo glasbo v 3 papigah, 1 leto bo pogodba, zberi bend in sem zbral bend in sem tako napravil.
Lahko pa tisto leto je bilo 76, se spomnim tistega leta, ki lahko povem, katere pesmi so bile tudi popularne. Ja, Jugoslavija je izgubila z Nemčijo v Evropsko prvenstvo 4-2, je bilo podaljšanje, potem Sevior Kisses, mi so zmagali na Euroviziji, Brotherhood of Man, Feelings je bilo popularno. Skratka, potem so te 3 papige nekako krive, da si pravzaprav ostal v Piranu. Ja, kjer v bistvu živiš še danes. 3 leta, ja. Tako. Ampak poglej, v tem času si kot glasbenik začel nastopati tudi v številnih hotelih, poleti na hotelskih terasah. Nastopal si kot en mož in en orkester. Pa me zanima, kako te je sprejelo pa tam občinstvo. Kakšno glasbo si prepeval, recimo po hotelskih terasah pa po hotelih? Nasploh me zanima, kako je bilo po hotelih igrati? Je bilo to drugače kot recimo v eni dvorani? Jaz mislim, da je pa drug ambient. Ne, Kako je to bilo? Jaz bil to bolj rockersko usmerjen, pa tudi komercialno sem se mogel prilagoditi komerciali. Ja. Naprimer, tam so prihajali iz Holandije, Nemci, Avstrijci, Italijani. Si mogel znati, jaz sem znal vse te pesmi. Skratka, si imel zelo širok repertoar. Širok repertoar sem mogel imeti, ne? Ker sem tudi igral Kraftwerke. Tako, ker so bili raznoliki gostje, najbrž, ne? Z vseh vetrov, da tako rečem. Za vse okuse, ne? Tako. Tulpen, za Amsterdam sem se celo naučil holandsko, naprimer, ne? Ja. Oni sicer, tujci so hteli, če pride k nam, da slišal tudi kaj slovenskega, ampak ko pa se malo popijajo, pa pač pojejo svoje pesmi. Skratka, to je bil en tak zelo ploden čas, nabiral si še zmeraj, bova rekla eno lepo kilometrino. Ampak poglej, Milan, zelo plodna pa so bila tudi 90. leta prejšnjega stoletja. S cenjenim slovenskim glasbenikom Miho Kraljem sta ustvarila skupni projekt 20. sonora leta. Prosim še za nekaj besed o tem zanimivem projektu. Moram reči, da je mene iskreno ta projekt izjemno navdušil. Res, ja. Prosim za nekaj besed. Verjamem. To je bilo v 80 letih. Ko sem bil že v One Man Band takrat in sem delal v diskoteki kot DJ v Izoli. Tako, imam še eno zanimivo anekdoto, ene gospe, bova mogoče o tem kasneje še kaj spregovorila, ampak vseeno me zanima, da bi malo se fokusirala na Miho Kralja. Kako sta se vidva našla slučajno, kako je bilo? Ne, z Mihom smo se videli poznali že iz Ljubljane. Iz Ljubljane, naprimer, jaz sem pel v Nebotičniku, Miha Kralj pa je igral v hotelu v Levo, v baru. Tudi Levo je imel bar svoj. In bar se prej zaprl, pa je prišel k nam Nebotičnik zjutraj, pa smo se takrat že spoznali, tudi smo dogovorili, da bomo sodelovali pri Prahu. Razumem, ja. Nastala je pop delavnica. In smo najprej začela snemati za pop delavnico. David Hruševar je dal naročilnico in smo 3 pesmi posnela za pop delavnico. To je bilo Nevesta se vrtela non-stop med nogometnimi tekmami, potem Galaksija, Yeti še živi. In to je potem najeno sodelovanje bilo. In ko sem jaz bil DJ, so se pojavili potem zraven druge glasbe, Bad Boys Blue, pa Modern Talking. In meni so bili to všeč. In sem rekel, zakaj ne bi napravil jaz slovenske verzije Modern Talking, Miha, ti pa dajmo tako je to šlo. A stran, pa bo tvoje pesmi. In smo izdali takrat 20. sonora leta. Ja. B stran Modern Talking plus Bad Boys Blue, slovenske verzije, besedila sem jaz napisal. A stran pa skladbe od Mihe. Si za to, da poslušamo eno teh pesmi? Si? Bomo poslušali. Veseli. Spoštovano televizijsko občinstvo, ponovno je čas za glasbo. Poslušajmo pesem 20. sonora leta v odlični izvedbi Milana Petroviča. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Sonora leta, z nami so še vsa dekleta.
Spoštovano televizijsko občinstvo, tako smo sklenili prvi del oddaje Nostalgija z Milanom Petrovičem. K ogledu drugega dela oddaje vas povabim danes teden ob enaki uri. Na snidenje.